V 80-ih letih, ko je išla nova revija, pisateljsko društvo, intelektualci slovenski, akademiki, mladina, so se opredeljevali za samostojno slovensko državo. Takrat je jugoslovanska armada računala, da bo dosegla enotnost jugoslovanskih borcev. V naši organizaciji je takrat bilo še 65.000 članov, da bi naredili iz te organizacije, ki je bila republiška in se tudi kot taka ves čas obnašala, jugoslovansko organizacijo, neposredno podrejena centralizmu in jugoslovanski armadi. Na naših sejah so predstavniki politične vojaške uprave obljubljali, da prevzamejo financiranje borčevske dejavnosti. Po primeru seveda, da postanemo centralizirana organizacija. Na kongresu smo izborili prejšnji status republiške organizacije. So hoteli na vsak način izsiliti izjavo, ki bi predvsem koristila armadi za intervencijo, namreč, da se dejansko za takim razpoloženjem, kot sem ga že prej omenil, v Sloveniji pripravlja kontrarevolucija. V primeru, da bi mi dali tako izjavo, borčevska organizacija, bi bil to dovolj močan pretekst za centraliste, velikosrbe in jugoslovansko armado za intervencijo vojaško v Republiki Sloveniji. Moram povedati, da je nekaj mesecev trajal ta pritisk na našo organizacijo. Mi smo ves čas odklanjali, da to ni nobena kontrarevolucija, ampak je demokratična pluralnost, ki je tudi ustavno pri nas dovoljena. Saj smo že v socialistični zvezi pristali na večstrankarski sistem, takrat jo je vodil Jože Smole in mi smo pri tem kot borci slovenski ves čas sodelovali. Tako da zadnji poizkus Miloševića in jugoslovanske armade, da bi dobili izgovor za intervencijo v Republiki Sloveniji, ni uspel tudi po zaslugi naše borčevske organizacije. Predsednik Zveze borcev Jugoslavije, ki je hotel izvršiti pričakovanja, uresničiti pričakovanja jugoslovanskega centralizma, Miloševića in vojske, s tem, da bi nas discipliniral slovenske borce, združil v eno visto državno organizacijo pod vodstvom vojske, je pokazal njegovo nerazpoloženje in razočaranje nad nami, ki smo ostali zvesti tradiciji NOB in slovenstvu. In slovenstvu z govorom, ki ga je imel na izlivu Save v Donavo, ko je pošiljal Slovence oziroma takratnega predsednika Slovenije, stanovnika Janeza, v Ameriko in v tujino. Njegovo globoko razočaranje nad neuspehom, ki ga je imel za njegovo politiko v odnosu na slovensko borčevsko organizacijo, je pokazal v besu na stanovnika kot predsednika slovenske države. Mihajlo Švabič je takrat Janeza Stanovnika poslal v Filadelfijo. Kaj? Filadelfijo ga je poslal. Ja, Filadelfijo.
Dejstvo, da smo dosegli tako čudovit plebiscitarni rezultat, pomeni, da je sodelovala tudi borčevska populacija oziroma tisti Slovenci, ki so se v času med vojno deklarirali kot osvoboditelji in protifašisti. Brez take enotnosti, ki smo izkazovali v OF in o plebiscitu leta 1991, ne bi bilo danes države Slovenije. Kako je pa vi danes doživljate konkretno leta 2021? 2021 mislim, da doživljamo ne samo redki preživeli borci, ampak tudi vsi Slovenci kot neuresničene sanje iz leta 1991 ob ustanovitvi slovenske države. Takrat smo verjeli, da bo ta država delovala v smislu združevanja vseh demokratičnih sil, ne pa tako ostre delitve, kot jo imamo danes. Naj povem, da smo nerazpoloženje v Kraljevini Jugoslaviji in v socialistični Jugoslaviji Slovenci doživeli ravno zaradi enoglasnosti, samovšečnosti posameznih voditeljev, bodisi kralja v Jugoslaviji Tita in Miloševića, zdaj pa enoglasnosti, ki jo vsiljuje vladajoča skupina ljudi. Predsednik države poziva k sodelovanju. Zdaj vas pa jaz vprašam, kako naj se sodeluje s politiko, ki vsakodnevno žali, laže, ruši dostojanstvo ljudi? Povedal sem že, da je veliko razočaranje med ljudmi zaradi tega, ker nismo uresničili tiste demokracije, katero nam obljublja tudi Evropska skupnost, navsezadnje njena vojaška sila, ki je predstavljena v NATO z dobrimi fanti, na katere smo ponosni iz slovenske vojske. Vse to bi imelo svoj globlji pomen, večjo učinkovitost. Slovenija bi tudi odigrala določeno vlogo glede geografskega položaja v Evropski skupnosti narodov, če bi pri nas prevladala demokracija in pa razpoloženje ljudi, ki bi združevalo. Moram povedati, da je za takemu razpoloženju naklonjena tudi Evropa. Danes se ne moramo več sklicevati na zavezniške oficirje, ki so doživljali najtežje čase druge svetovne vojne skupaj s slovenskim narodom in v našem odporu. Vendar naj povem, da je ob 50-letnici OF-a, ustanovitev OF-a, ker smo naredili mogočno manifestacijo na trgu pred skupščino, je prišlo 19 visokih častnikov iz Anglije in Amerike. 11 od njih je predsednik Kučan dal najvišje državno odlikovanje. To se pravi, da je z vzdušjem osvobajanja Slovenije takrat in danes simpatizirala tudi populacija, ki je v imenu zaveznikov sodelovala z nami.
Kako pa vi danes gledate, le ste bili partizan, na zvezo NATO? A je to zdaj organizacija, ki zagotavlja varnost, ali je pod vplivom, a smo mi tukaj samo asistent pri interesih velikih članic NATO? Mi imamo radi slovensko vojsko. Občudujemo fante, ki so pripravljeni služiti tej vojski. Lahko bi bila tudi večja, vendar mislimo, da bi morala ta vojska služiti v Evropi oziroma za cilje, ki so neposredno povezani z interesom Evrope. Zato, da ta vojska dela na Bližnjem vzhodu, na Srednjem vzhodu, da zastopa tam bivše imperialne interese, tudi sedanje ameriške interese po tem prostoru, to nam ni po volji. Mislim, da v prvih žrtvah, ki bi se zgodilo v tem prostoru, kjer služijo naši vojaki tujim interesom, v prvih žrtvah bi se pokazalo odkrito veliko nerazpoloženje prebivalcev s tako politiko.